Dober dan in dobrodošli na 3. dnevu gradišč Kaštelirjev tu na gradu Štanjel. Letos se dogodek odvija v okviru festivala Gledanica, s katerim se tudi zaključuje projekt začet oktobra leta 2018. Pa jaz predlagam, da čisto za začetek en velik aplavz seveda za uspešen zaključek projekta, še bolj pa zato, da se lahko po letu izmeničnih zapiranj končno lahko srečamo tudi v živo. Dobrodošli! Rdeča nit projekta, ki je sofinanciran iz programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška, so ostanki gradišč oziroma kaštelirjev, te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja. Njihova presenetljiva gostota, približno 550, jih najdemo na širšem območju Kraca, Brkinov, Čičarije, Istre in Kvarnerja, je jasen dokaz o skupnih naravnih danostih, o skupni zgodovini ter o enovitosti tega območja v času bronaste in železne dobe. Zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja, predvsem pa tudi o njihovi uporabi. Zato je bil glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo in promocijo. Obudilo se je starodavno povezanost ljudi z rastlinami, prezentiralo rezultate projekta in produktov za sodobni čas in za potrebe trajnostnega čezmejnega turizma, razvoja podeželja, sonaravnega ravnanja z okoljem in predvsem z vso odgovornostjo do lokalne skupnosti. V prvem delu današnjega dne vam je vodja projekta Astrid Prašnikar skupaj z drugimi člani ekipe že predstavila zastavljene cilje, ključne dosežke, rezultate ter učinke tega čezmejnega projekta. Kot ste lahko videli, slišali in kot boste kasneje tudi okušali, dosežkov je resnično veliko, nekateri se še zaključujejo in priložnosti, da bodo predstavljeni in promovirani prebivalcem, obiskovalcem in tudi drugim zainteresiranim bo še veliko v naslednjih mesecih. Arheološka najdišča in njihova dediščina so v svetu za razvoj turizma izjemnega pomena in pogosto so ravno skozi projekte, kot je Kaštelir, tudi eden glavnih generatorjev razvoja obmejnih kulturnih območij. Zato nas še posebej veseli, da se nam je ob zaključku projekta pridružila tudi Slovenska turistična organizacija, kar še dodatno dokazuje, da na prostoru med Krasom in Kvarnerjem, kjer se razteza evropski projekt Kaštelir, resnično nastaja nova čezmejna turistična destinacija. Morana Polovič iz Slovenske turistične organizacije in velik aplavz in seveda dobrodošla. Hvala Marjana, hvala Astrid za povabilo. Spoštovani, veliko čast in veselje ime, da sem lahko danes z vami in v imenu STO-ja vas lepo pozdravljam. Čestitke ob zaključku projekta in uspešen vikend še v tem delu festivala Gledanica. Se pravi, sodobna slovenska kultura in kulturna dediščina je eden najbistvenejših elementov prepoznavnosti identitete Slovenije kot evropske turistične destinacije. Njen pomen za celostno turistično izkušnjo je seveda neprecenljiv. S kulturo povezani turistični produkti pa nimajo velikega potenciala le za kakovostno in konkurenčno turistično ponudbo posameznih destinacij, ampak tudi širši socialno-gospodarski in razvojni značaj za celotno destinacijo. Slovenska kultura v najširšem spektru s svojim razkošjem raznolikosti, pestrosti, starodavnosti in sodobnosti je namreč temeljni element avtentičnosti in edinstvene turistične ponudbe, kar ob vrhunski turistični storitvi ustvarja ključno konkurenčno in primerjalno prednost Slovenije na globalnih turističnih trgih. Turistično ponudbo povezano s kulturo in kulturno dediščino zato upravičeno umeščamo med nosilne produkte slovenskega turizma in je eno od strateških jeder turistične strategije na trajnostnih osnovah krepitev vključevanja kulture in kulturne dediščine v turistično ponudbo Slovenije. Vsaka destinacija, ki se odloči pristopiti k razvoju in promocijo kulturnega turizma, hitro spozna, da tu ni bližnjic, pač pa je potreben sistematični pristop in tesno poslovanje vseh gospodarskih in kulturnih deležnikov, da bi se lahko zagotavljali trajnostni učinki in pa tržno zanimivi produkti ter kakovostna ponudba kulturnega turizma v destinacijah. Mislim, da ste to tukaj zelo dobro naredili. Sodelovanje je bilo res uglašeno, tako da čestitke in pač tudi razvoj teh produktov še naprej. Obiskovalcev pač
želite približati to izkušnjo z sodobnejšo interpretacijo dediščine, kar je tudi zelo pomembno. In pa, kot sem že rekla, to lahko pač zagotovimo le sodelovanjem vseh deležnikov in pa te kulturne in turistične stroke z roko v roki. Slovenska turistična organizacija je že nekako v letu 2017 začela z produktom in pa razvojem kulturnega produkta in v 2018 in 2019 je bila tudi kultura promocijska tematika trženja slovenskega turizma, zdaj v letu 2020 in 2021 je to gastronomija, ker smo zdaj pač nosilci naziva Evropska gastronomska regija 2021. Seveda je tle tudi zelo dobro, da ste razvili prazgodovinsko jed, ki podkrepi tudi pač ta produkt gastronomije. In pa pač je v letu 2017 torej nastal ta operativni načrt trženja slovenskega kulturnega turizma pod sloganom It's Slovenia Culture Time. V letošnjem letu pa nadaljujemo tudi z motivacijsko kampanjo, vseslovensko motivacijsko kampanjo na domačem trgu, zdaj je čas Moja Slovenija. Tu lahko zelo lepe zgodbe pišete pač tudi vi, tako da vabljeni tudi k raznim snemanjem manjših promocijskih kratkih videov, ki jih potem tudi mi lahko opremimo in delimo preko družbenih omrežij in pa YouTube kanala. Nekako temeljna ta strateška cilja pač kulture je, da tržno pozicioniramo Slovenijo kot destinacijo kulturnega turizma s privlačno, raznoliko in kakovostno turistično ponudbo. Zelo je tudi zaželeno, da ste pač te produkte čezmejno razširili, kar pomeni še dodatno sodelovanje in pa tudi ta vaša kulturna doživetja, ki jih razvijate in jih boste še razvili. Bi bilo super, da jih prijavite tudi na naš poziv za 5-zvezdična doživetja, saj s tem lahko pridobite tudi dodatno promocijo. Pač doživetja, ki se vrstijo v zbirko Slovenija Unique Experience, so potem preko STO-ja še dodatno promovirani in tudi seveda v 6 jezikih, tako da pač tu polagamo na dušo, da prijavite kakšne lepe produkte. Seveda bomo podpirali promocijo tudi skozi študijska potovanja novinarjev in turističnih agentov. V naših publikacijah, kot Mesta in kultura in pa v drugih pač teh doživetij lahko promoviramo še dodatno. Potem na raznih poslovnih dogodkih, tako že v preteklosti, takrat, ki je bila kultura, so bile potem tudi tematike na Blejskem strateškem forumu. Organizirali smo 2 celo hekatona, že pred leti. Najprej je bil ta, kjer se je razvil potem tudi produkt Spremeni tok zgodovine, ki je zdaj v Laškem, se pravi VR aplikacija, vi imate zdaj AR aplikacijo, kar je tudi zelo pozitivno. In imeli smo potem še hekaton Kulturna pustolovščina na dlanu, kjer so se tudi razvile razne aplikacije. Tako da res greste z roko v roko, kar se tiče tudi digitalizacije, ne? Se pravi, naj ta festival tudi obudi bogato naravno in kulturno dediščino in naj se ta dragocena znanja z delavnic, kot je izdelava starodobnih glasbil in pa venčkov svetega Ivana in druga znanja prenesejo bodočim rodovom. Verjamem, da bojo turistični vodniki znali te zgodbe zelo lepo zapakirati in predstaviti. Tako kot je prej gospod Bogdan rekel, je vodnik ta, ki potem prenese vse te znanja ali pa te projektne, kako bi rekli, aktivnosti, potem še v živo. In verjamem, da se bojo te turistični paketi in doživetje tudi po zaključku projekta vzdržno razvijali dediščino iz časa praskupnosti, hkrati pa spodbojo lokalno prebivalstvo k sonaravnem razvoju okolja, tradicionalnih znanj in pa dosežkov njihovih prednikov. Prav v teh za vse turistično panogo tako drugačnih časih potrebujemo dobre zgodbe, spodbudne projekte, ki bodo turizmu dali nov zagon. Čestitke in srečno! Ja, in Kaštelir je zagotovo ena dobra zgodba. Mogoče lahko do konca leta še izkoristite Evropsko gastronomsko regijo in tudi v tej smeri še bolj promovirate vaš turistični spominek in seveda celoten projekt. Hvala lepa, Morana.
Gradišča in način življenja v 2. in 1. tisočletju pred našim štetjem se v okviru projekta Kaštelir predstavljajo širši javnosti, med drugim tudi s pomočjo 3D rekonstrukcij naselbin in virtualnega vodenja po prizoriščih. V deželi Kaštelirjev se je oživilo 4 informacijsko-interpretacijske točke, in sicer na Štanjelu v občini Komen, Kaštelir v Kortah nad Izolo, Gradišče Ozida v Moščeniški Dragi in Gradišče Rašpor v občini Lanišče. Tam, kjer se gradišča ne vidijo na površini, so se na njih skozi dolgo časovno obdobje ohranila naselja, ki živijo še danes. Takšen je Štanjel ali Tomaj, tam sodobna tehnologija omogoča, da jih oživimo na poseben način, s pomočjo obogatene resničnosti, ki nam pričara to, kar je globoko pod nami in česar prosto oko ne vidi. To so bili v projektu svojevrstni izzivi in delček tega bo mogoče doživeti tudi na sprehodu po Štanjelu, kjer se bo vodnici pridružil virtualni deček Aviko, ki je ostal tu še iz prazgodovinskih časov in nam pripoveduje zgodbe skozi Štanjel, skozi čas. Aviko je deček iz pravljice Sveti meč pravice, ki je tudi eden od dosežkov, na katerih že in še bodo sloneli novi turistični produkti povezani s festivali, zgodbami in uprizoritvami. In če razmišljamo ambiciozno, izjemna kulturna dediščina naših prednikov, ki so to živeli 2500 let pred našim štetjem, bi lahko bila v bodoče tudi arheološki park pod okriljem UNESCO. Kako pomembno je torej vključevanje kulturne in naravne dediščine v trajnostni turizem, ter s kakšnimi izzivi se pri tem srečujemo. Naj bo to iztočnica za našega naslednjega gosta. Z veseljem vabim k sebi gospoda Silvestra Gabrščka, vodjo sektorja za nepremično kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo. Dober dan, dobrodošli, izvolite. Najprej bi pozdravil gospoda Modica, župana občine Komen, ki nas danes gosti. Potem seveda bi rad pozdravil koordinatorko tega projekta, na neki način srce, ki povezovala ta projekt, gospe Astrid. Mislim, res iskrene čestitke in potem seveda vsem prisotnim. V imenu Ministrstva za kulturo bi se rad zahvalil še enkrat za ta uspel projekt. Mene samega tudi danes ta prezentacija zelo navdušila, prepričala. Mislim, da je ena potrditev, kako lahko v prihodnje čedalje bolj skupaj pristopamo k tem projektom. Različni sektorji, različna ministrstva, lokalna okolja. Pri tem bi izpostavil 3-4 elemente, ki so se mi danes nekako kot vodilo za naprej izluščili. Torej, kot prvo je, da ta projekt omogoča, nam pomaga, da sami sebe bolj spoznamo. Da se zavemo, kdo smo, odkje smo, kje so naše korenine. Torej, gre za našo istovetnost, za našo identiteto. Kultura, ki že tisočletja raste, se plemeniti, nadgrajuje na teh treh. Na vsakem kraju posebej ima svoj značilen genius loci, svoje karakteristike, ki se izražajo v osnovni kot v nesnovni kulturi. Drugo, to poznavanje samega sebe in to ponovno odkrivanje, to vrednotenje, na nek način tudi nam vliva samozavest. In s tem začnemo ceniti to, kar imamo. In spoznavati že prej. Mislim, da temu pa sledi potem tudi, bi rekel, na nek način samo po sebi umevno ohranjanje kulturne krajine, ki je del narave in dela človeških rod skozi tisočletja. S tem je tesno povezana potem tudi problematika demografije, zlasti na podeželju. Če se začne vrednotiti kulturna krajina, ljudje potem imajo tudi drug odnos do nekega prostora in ne bežijo več iz nekoč zaostalega podeželja, ampak odkrijejo tem vrednote. Videl sem na parih primerih, bodi si pri popotresni obnovi ali pa tudi pri projektu, podobnem projektu Poti miru, da je prav ta projekt omogočil preživetje ali pa zaustavil izpraznjevanje podeželja in hkrati tudi privablja nove ljudi, domačine, da se vračajo spet v svoj kraj in da se življenje nadaljuje.
Bili so tudi primeri, ko so dve popolnoma že izumrli vasi popolnoma oživeli. In naslednje, kar bi izpostavil, pomen sodelovanja z turistično industrijo, tako imenovano, in kulturno dediščino je v tem, da se ta, bi rekel, turistična ponudba na nek način humanizira, da ostaje na nivoju vrednot, da jih odkriva, da ni ključen cilj samo stremljenje po dobičku, ampak je medsebojno plemenitenje. Rekel bi, da kulturna dediščina plemeniti svojo ponudbo, svoje vrednote, ki so univerzalne, ki so trajne in hkrati nam pomaga odkrivati ne samo odnos do narave, ampak tudi odnos med nami, kar je plemenito vsakega navduši. In mislim, da to je tista najlepša kulturna krajina, krasa Istre, Čičarije, Kvarnerja, celega tega območja, čez meje na drugo stran. In je eno od vzorcev za Evropo, v katero smo vstopili, v kateri smo že od nekdaj bili, pa morda tega nismo se toliko zavedali. Danes pa prihajamo vsak svojo kulturno dediščino, vsak svojo tudi turistično ponudbo. S tem, da ljudi, ki pridejo v ta naš prostor, ni važno, z katerega konca sveta, doživijo notranji preporod, se oddahnijo, se obnovijo za nove izzive, ki jih čaka življenje. In mislim, da tako vrstno sodelovanje turistične panoge, kulture in lokalnih skupnosti je ključ za prihodnje leta in desetletja, da bi ohranili življenje in seveda tudi dediščino na teh krajih. Še enkrat čestitke in pogumno naprej. Silvester Gaberšček iz Kulturnega ministrstva, iskrena hvala. Človek je velik toliko, kot ceni lokalno, pravijo. Ob vsem sodelovanju bi jaz dodala samo še sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, glede na leto Evropske gastronomske regije in glede na vsebino skledice za v bodoče. Zelo pozdravljamo sodelovanje med sektorji in če bo vaš projekt šel po poti miru, Bog vam bo želni, pravijo, ne? Skozi ta prostor Istre, Krasa, Čičarije, Brkinov in Kvarnerja se pretakajo sledovi Keltov, Ilirov, Japodov, Venetov in Histrijev. Zato sedaj k besedi vabim partnerje projekta, ki bodo vsaki svojega področja povedali o najpomembnejših dosežkih projekta Kaštelir. Na kakšen način se bo za namene trajnostnega turizma konkretno oživljalo to skoraj popolnoma pozabljeno skupno kulturno dediščino območja, ki ga danes delijo državne meje. Pa začnimo z občino Komen, ki je bila vodilni partner projekta. Erik Modic, župan občine Komen, kaj je bilo po vašem mnenju najbolj prebojen in najpomembnejši dosežek v projektu Kaštelir? Izvolite. Najprej lep pozdrav tukaj v Štanjelu, ki je v teh dneh še posebej prazničen. Ne toliko zaradi tega, ker imamo v nedeljo občinski praznik, ampak zato, ker tukaj poteka festival Gledanica. Torej, je prvi turistični produkt v okviru projekta Kaštelir in ravno to bi rad izpostavil. Tukaj imamo dva vidika, ki sta zelo pomembna. Eno je to, da smo ustvarili, da je tukaj vsi partnerji, ki smo sodelovali tukaj, da smo ustvarili skupni turistični produkt. To so ta gradišča, kulturna dediščina, ki je bila prezrta, strokovna javnost je to poznala, splošna javnost pa v bistvu manj, oziroma bi celo rekel skoraj nič. Tudi ko sem jaz se preselil pred 25 leti tukaj na Kras, v sosednji Kovdil, pač bo zame v Štanju nek biser kulturne dediščine in pač rečeno bilo, ok, nekje od Rima naprej se tukaj nekaj dogajalo. In skozi ta projekt se je zdaj v bistvu videlo, da dejansko je bilo tukaj že mnogo prej, 2000 let pred tistim magičnim trenutkom, ko naj bi Rim tukaj vplival na naše območje, da se je tukaj že nekaj dogajalo. Neka visoka kultura, neka civilizacija, ni bila neka divjina tukaj, ampak neko gosto, poseljeno, skoraj bi rekel že urbano območje. Če pogledamo, koliko je danes še vidnih teh gradišč, se ve, je videti, da dejansko je to gosto poseljeno. In zato
kot je tudi že prej gospod Gavček izpostavil, je to ključno tudi ta drugi vidik, da nekako to pomaga tudi občanom, prebivalcem tega območja, da se bolj zavedajo, da tukaj morajo ohraniti kulturno krajino. Krasa v našem primeru, kot tudi Brkino, Čičerije, Istre in tako naprej. Prav zaradi tega, ker je to kulturna krajina, ki je stara ne samo nekaj 100 let, ampak več tisoč let. In zato to jim pa eni strani dvigne samozavest lahko, po drugi strani pa tudi je to zaveza za naprej. In občine, ki moramo skrbeti za trajnostni razvoj, moramo to upoštevati. Zato sem tudi vesel, da s takim projektom v bistvu nadgrajujemo to kulturno dediščino tukaj v Štanjelu. Danes smo v prostoru, ki je bil še pred 2-3 leti v bistvu ruševina. In danes se vidi, da se nekaj dogaja tukaj v teh zidovih. Torej, da se da živeti tudi kulturne dediščine, da je smotrno vlagati kulturno dediščino, ne samo zaradi tega, da jo ohranimo, ker moramo to storiti, ampak tudi lahko tudi promoviramo in tudi izkoristimo v komercialne namene. In zato sem zelo vesel, da bomo dobili še nek nov turistični produkt tukaj v Štanjelu, na našem območju. Tukaj smo uredili v Kodelskem stolpu, ki je bil saniran po udaru strele pred 2 letoma, smo uredili to notranjo infotočko, ki bo ozaveščala obiskovalce, domačine o tej naši kulturni krajini, o gradiščih. In potem, kar je tudi zelo pomembno, na vrhu hriba Turn, na Gledanici, ki je bila res odlagališče za komunalne odpadke, oziroma ko smo gradili komunalno infrastrukturo, totalno degradirano območje smo zdaj sanirali, uredili lep, bom rekel, že nekaj vrsta Hrvaški park, ki je tudi postala zdaj nova turistična atrakcija za Štanjel in za Kras v širšem pomenu besede. Tako da na tem mestu se bi še enkrat zahvalil vsem partnerjem, ki ste res tvorno sodelovali, posebej pa tudi vodji projekta, ki je res izredno uspešno peljal ta projekt. In danes, ko sem videl, čeprav sem bil tudi v določeni meri seznanjen, kaj se dogaja, sem presenečen, koliko proizvodov ste v tako kratkem času spravili na noge. Tako da res čestitke. Tudi bo končal, da lahko še drugi partnerji povejo svoje zgodbe o uspehu. Za v prihodnje vas pa menda vznemirja ta mistika visoke kulture, sem nekje prebrala, kar se tiče kaštelirjev. Za v prihodnje vas pa vznemirja ta visoka kultura, ta mistika, povezana s tem. Torej niso bili to neki primitivni ljudje, ko mi mislimo, ko so skakali kot opice po drevesih, ampak so dejansko imeli svojo kulturo, so imeli svoje grajene strukture, so imeli zagotovljeno, kako bi rekel, to trajnostno način, kako so varovali okolje, kako so zbirali vodo, kako so to padavinske vode kanalizirali, spravljali v svoje lokve, v svoje kale in tako naprej. Torej res je bila neka zelo veliko, danes smo da bolj trajnostno naravnana civilizacija, kot smo mi. Že takrat so imeli vzpostavljen trajnostni način turizma, Hvala lepa. Tako. Partner projekta je tudi Univerza v Mariboru skupaj z 2 fakultetama, Filozofska fakulteto in Fakulteto za naravoslovje in matematiko. Darko Friš, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Dobrodan, dobrodošli. V našem imenu bo govoril, v imenu obeh fakultet bo govoril profesor dr. Mitja Kaligarič, ki sedi. Dobrodošli. Povejte, kaj vas je pri tem projektu mogoče najbolj navdušilo? Kaj vse ste pripravili, kaj vas je najbolj navdušilo? Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, spoštovana gospoda župana, spoštovan predstavnik ministrstva in ostalo občinstvo. Vprašali ste me osebno in jaz bom odgovoril zelo osebno. Pred več kot 50 leti je bil moj prvi šolski izlet na Kaštelir. In tam smo otroci iz prvega razreda osnovne šole poskušali med grmovjem tisto kamenje identificirati, ga poskušati ločiti od ostalega kamenja, ki je gradilo terase. In tukaj smo, več kot 50 let zatem, opazujem ta šopek in pravzaprav to je rdeča nit, kar je povezalo te prazgodovinske kaštelirje, to kulturo kaštelirjev in botaniko. Se pravi, ljudje
ki so takrat tukaj živeli, so bili seveda že prvi poljedelci in živinorejci, ampak so bili seveda tudi lovci in nabiralci in živeli so od rastlin, z rastlinami, z njimi so se prehranjevali, tako kot se še danes, z njimi so si kuhali čaje, se zdravili in jih verjetno uporabljali tudi v kakšne ritualne namene. In pravzaprav so iste rastline še vedno tukaj danes med nami. In naša naloga je bila, da z etnobotaničnimi raziskavami, ki so potekale v vseh 4 občinah, ugotovimo novo znanje, kaj je ostalo, morda tudi kaj je prišlo od drugot in potem to smo strnili v knjigi, ki je tamle na mizi in v katerih smo na čez 300 straneh 150 rastlin temeljito opisali in tako naprej. Ampak to je samo eden izmed dosežkov Univerze v Mariboru. Zanimivo mi je vas to vprašati. Kaj so nas poročili z ogleneli makrobotanični ostanki iz sondaž v Gradiščih? Namreč v času v Gradišč so rastline ljudem, kot ste že povedali, pomenile surovine za gradbeni material, orodje, orožje, hrana, obleka, zdravila, začimbe in tako naprej. Kaj smo te z ogleneli makrobotanični ostanki sporočali? Torej, z ogleneli makroostanki nam sporočajo, katera drevesa so v določenem času. Te ostanke se da zelo dobro datirati z radiokarbonsko metodo in natančno vemo, kaj je tam okrog raslo. In potem, torej česa je več, lahko tudi sklepamo, kakšna je bila vegetacija tam. Omenjena je bila kulturna krajina. No, tu na tej točki bi rad povedal nekaj. Kulturna krajina, krasa se zelo spreminja. To imamo zelo lepe dokaze, da je zaraščenost z gozda, torej zaraščenost z gozdom je šla iz nekje 20 na 80%, kar spreminja mikroklimo. Nekateri pravijo, da ima teran zdaj več bolezni, ker je več plesni, tudi burja nima take moči. Skratka, spreminja se mikroklima in spreminja se kulturna krajina. Z spreminjanjem kulturne krajine se pa spreminja identiteta krajine. In tukaj na tej točki se mi zdi, da bo treba aktivno nekaj narediti, da ohranimo to identiteto in mislim, da je ta projekt bil en lep prispevek tudi k temu. Še zadnje vprašanje, kaj je starimi semeni gensko banko v sklopu projekta Kaštelija? Nabirali smo semena halucinogenih rastlin, torej tudi na Krasu imamo in v Istri še posebej imamo nekaj halucinogenih rastlin. Uporabi tudi prebivalci Kaštelija? Tega zdaj ne moremo zagotovo trditi, ampak iz podobnih študij primerljivih območij lahko sklepamo, da ja. Mi smo se osredotočili na, bom rekel, take bolj zdravilne, aromatične, jedilne rastline in smo jih potem s posebno tehnologijo, smo jih trajno, vi veste za tiste slavne genske banke na Svalbardih in tako naprej, če propade zemlja, tam notri so semena, torej globoko shranjena. No, mi smo nekaj podobnega naredili v manjšem obsegu tudi na Krasu. Bi pa mi dovolite povedal še to, da to, kar ste vprašali, je samo del torej naših dosežkov. Tukaj bi rad omenil kljub vsemu, kjer je povezano strokovno konferenco, ki jo je organizirala Univerza v Mariboru ta teden, ki je bila zelo bogato vsebinsko zastopana in odmevna in bo tudi kot rezultat monografija, potem 3D gradišč, posteri, učne poti, o katerih je danes bilo že govora. Tako da teh rdečih niti od rastlin pa do arheologije in zgodovine smo peljali dosti, ne samo eno. Super. Dobre zgodbe, bogate zgodbe. Hvala lepa, dr. Mitja Kaligarič. Naslednji partner projekta je Koprski inštitut IRIS, ki že vrsto let preučuje socialno, gospodarsko in kulturno zgodovino Istre in njenih prebivalcev. Arnela Abdič, kaj bi vi izpostavili v tem projektu? Hvala, lep pozdrav vsem še z moje strani.
Tako, Inštitut Iris je torej v okviru projekta sodeloval kot raziskovalna ustanova in skladno s tem je naša glavna naloga bila, da bi pripravili neka strokovna izhodišča in podlage za ostale dosežke, ki so se razvili znotraj projekta in sicer v sodelovanju z ostalimi partnerji z Univerzo v Mariboru ter z drugimi strokovnjaki iz različnih področji. Tako bi recimo izpostavila mogoče seznam gradišč z opisi. Tukaj smo evidentirali in opisali 24 gradišč na slovenski, pa 24 na hrvaški strani, ki so tudi podprti slikovnim materialom. Poleg tega pa recimo na podlagi strokovne analize, relevantne literature in različnih virov arhivskih smo pripravili tudi poročila o kulturni dediščini gradišč. Pri tem smo se še najbolj smo se fokusirali, da bi pripravili gradiva, ki bi bila interpretacija za uprizoritev življenja na gradiščih v tem času in na tej podlagi so tudi nastali ostali dosežki, kot so mobilna aplikacija, dokumentarni film, slikanica ter drugi turistični produkti. Ste odkrivali kaj novega o obrednih običajih, Kaštelirjev? Ja, dr. Darovec je več povedal o tem, pa tudi v poročilih o življenju na gradiščih je veliko tega napisano, tudi o obredih, pa o hrani, ki se uporabljali in sploh o življenju na gradiščih. Seveda. Hvala lepa. Občina Izola je naslednji partner projekta, z nami je župan Danilo Markočič. Kako konkretno se že na terenu kažejo podobe tega projekta? Uredili ste notranjo in zunanjo informacijsko-interpretacijsko točko, vzpostavili ste arheološki park v Kortah in različne spominke. Kaj od tega ste najbolj ponosni, kaj pa najbolj živelo v praksi? Izvolite, dobrodošli. Dobar dan, veste prav vse. Najprej bi čestital županu za praznik, ki bo v nedeljo. Spoštovani gospe in gospodje, dragi gostje. Občina Izola vidi v Kaštelirju res izziv. Izziv iz trajnostnega razvoja, turizma, predvsem zato, ker preveč se dogaja, da v mestu vlagamo v urbano mesto, premalo vlagamo v podeželje. In s Kaštelirjem smo zajeli tisto bistvo. Torej, podeželju dajemo priložnost. Priložnost, ki nas je, lahko rečem, zelo povezana. Povezala nas ni samo na področju iskanja rešitev, ampak tudi na način, kako bomo ta Kaštelir tudi uporabili v praksi. V občini Izola se zavedamo pomena Kaštelirja, zaradi tega smo tudi na področju strokovnosti zaupali v upravljanje strokovnih inštitucij, to je Pokrajinski muzej Koper. In drugo, kar bi posebej poudaril, pa je to, da se za nas projekt ni zaključil, ampak je začetek nove zgodbe. Nove zgodbe, ki smo jo že nekako zarisali v občinskem proračunu za leto 2022 in namreč želimo urediti še infrastrukturo, to pomeni prometna, signalizacija, poti in drugo. Predvsem pa želimo Kaštelir vključiti v naše turistično ponudbo kot trenutek najboljših 5 doživetij. Izola je turistično mesto, smo v Sloveniji nekje med 4. in 5. mestom in pred dnevi smo dobili tudi zeleni znak, zelene destinacije in to je ta zgodba, o kateri govorimo. Govorimo o lokalnem, govorimo o trajnostnem in predvsem o zelenem turizmu. To je priložnost za bodoče. Ali je Kaštelir tudi del usmeritve, del zgodbe trajnostnega turizma, s katerim ste močno stopili v ospredje in opozorili nas skupaj z destinacijo Bohinj? Seveda, govorimo o tem, da je ta znak tudi zaveza, ampak tudi strategija razvoja turizma, ki smo jo sprejeli pred slabimi 3 meseci, govori o tem, o trajnostnem razvoju, zelenem turizmu. Govorite bolj o destinaciji kot o dnevni sobi, tako kot na podlagi arhive? Še bolj. Ta dnevna soba jo mora začutiti vsak udeleženec, vsak posameznik. In tako kot je pripravljen program za Kaštelir, ko nudi od najmlajših do najstarejših različne programe, je to to. In projekt Kaštelir bo nič napasal, kar sem... Več kot to zagotovo. Uspešno, še naprej.
Projekt Kaštelir je mednaroden. Istrska županija in mesto Pazin je partner projekta na hrvaški strani. Vprašanje za Majo Vižintin, vodjo projekta. Kakšno je sodelovanje pri vseh aktivnostih v povezavi z občino Lanišče in kaj konkretno vse ste naredili v sklopu projekta? Izvolite. Osobno mi je čast pozdraviti sve prisutne u ime Istarske županije i u moje osobno ime. Općina Lanišće je inače najveća općina po području u Istarskoj županiji, ali sa najmanje stanovnika. Ona je dosta zapuštena, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, ali ima izrazito puno potencijala. Često znamo reći u županiji da je to naš zeleni biser Istre, ali nije još uvijek zaživio u punom sjaju. Kroz ovaj projekt i projektnim aktivnostima smo postigli izuzetne vrijedne rezultate za općinu Lanišće. Stvoreni su svi preduvjeti za gospodarski razvoj i za buduće sudjelovanje u projektima ostalim. Osobno ne znam koja bi aktivnost posebno istaknula, jer mislim da se puno napravilo na promociji Čičarije, najviše kroz festival Encijan, onda je prvi put arheološki istražena gradina Rašpora, koji ima veliku povijesnu važnost za Istru, čak se nekad nazivalo kao ključem Istre Rašpor. Jedna od aktivnosti isto jako značajan za Istarsku županiju i za sve partnere je mobilna aplikacija koju je Uroš prije predstavio. Trenutačno se još završava film koji će biti isto za sve partnere i naravno postavili smo info tabele po Čičariji, po općini Lanišće i opremamo info točku Račevas. Super, odlične zgodbe, Maja, hvala lepa. Se veselimo tega čezmejnega povezovanja v novi turistični destinaciji. Naslednji partner projekta je tudi občina Moščeniška Draga, z nami je župan Ricardo Staraj. Kakšni so pri vas rezultati na projektu? Tudi vi ste zgradili notranjo in zunanjo informacijsko interpretacijsko točko na Ozidi in v centru Moščeniške Drage. Česa se najbolj veselite? Tudi sodelovanja s slovensko stranjo. Lijep pozdrav svima, svim prisutnima medijima, partnerima, Astrid posebno koja je koordinirala zapravo cijeli taj projekt. Mi smo, ja bih napravio jednu uvertiru zapravo prije ovog odgovora. Lanišće je predstavilo svoju općinu, pa bimo i mi na neki način, ja bih rekao da je Moščeniška Draga u zadnjih 10 godina se potpuno zaokrenula prema održivom razvoju i održivom turizmu, da je jednostavno masovni turizam kao takav više ne može funkcionirati. Naša kulturna i povijesna baština je vrlo snažna, imamo puno atrakcija i resursa koja nastojimo na neki način pretočiti u turistički proizvod. Imali smo u zadnjih 2 ili 3 godine 5 Interreg projekata otvorenih, poglavito su to suradnje sa partnerima iz Slovenije i Italije. Ovo je jedan od zadnjih projekata koji je u svakom slučaju u Moščeniškoj Dragi otvorio vrata u jednoj novoj zapravo dimenziji te kulturne i povijesne baštine. Mi imamo kaštele i gradine na području općine koji su na neki način iz mlađeg razdoblja, kao što su Moščenice i Brseć, to su utvrde tipične utvrde zapravo kakvih ima i u Istri, vrlo lijepe na Kvarneru. Međutim, ono što su tragovi koje sežu u nekakvu prapovijest su gradine, dakle konkretno te Ozide, to je na brdu Sisol iznad Brseča. To su nekakvi ostaci zapravo gradina Liburna još, dakle jedne prilično stare civilizacije koja je bila prisutna na obali, na istočnoj obali Istre još prije Rima. Te Ozide su u principu imaju nekakvu funkciju alarmiranja, odnosno paljenja kresova za nekakve brodove koji su dolazili u osvajanje te obale za cijelo to područje. Mi smo označili taj dio, interpretirali ga, a ono što me posebno veseli da smo lider napravili cijelo snimanje općine,
gdje to vrlo detaljno se može prikazati zapravo cijela ta naša baština, poglavito suhozidna baština, odnosno taj krajobraz koji je na neki način spaja i Kras, i Istru, i Čičariju, i Kvarner. Meni je drago što smo zakoračili ovaj zajednički projekt, jer je ovo područje pa sve do Istre i Liburnije zapravo kulturološkim mentalitetom vrlo slično. Tako da smo mi svi skupa jedno i jedinstveno i zajednički moramo predstaviti ovaj projekt u budućnosti. Dakle, osim tih ozljeda, mi smo realizirali jedan interpretacijski punkt u centru Mošćeničke Drage, dakle, gdje su postavljene interpretacijske ploče tog samonikog autohtonog bilja i naših gradina. To je nekakav veliki korak, jer ne možete do nekakvih lokacija doći, fizički je to dosta teže i udaljeno, a jednu interpretaciju u centru mjesta takve jedne baštine u svakom slučaju valja imati. Ljudi koji sada dolaze ne znaju za to, ljudi koji tamo žive ne znaju za to. Dakle, to je jedno potpuno otkriće za nas, za mene osobno i za Mošćeničku Dragu u smjeru tog održivog razvoja i održivog turizma. Evo, Izola je tu se spomenula, mi smo preko projekta Male Barke sa Izolom već realizirali projekt Male Barke, tako da u svakom slučaju otvoreni smo za daljnju suradnju i sigurno da ćemo taj naš kulturni proizvod, tu našu baštinu, pametno, ciljano, održivo, vrlo kontrolirano prezentirati u turističkoj ponudi. Hvala lijepo. Super. Srečno pot Kaštelirju tudi čez mejo in na nove didaktične zgodbe v povezavi s turizmom. Hrvaška občina Lanišče je naslednji partner projekta, z nami je županja Roberta Medica. Kakšni so vaši rezultati projekta? Med drugim ste vzpostavili arheološki park in informacijsko-interpretacijsko točko, opremili center v stari šoli v Račji vasi, v kateri ste dobili prostore in kuhinjo za delavnice, izvedli pa ste tudi raziskave na gradišču v Rašporju, ga očistili, vzpostavili aplikacijo, izvedli tudi 2 zelo uspešna festivala Encijan. Kako naprej? S kakšnimi občutki gledate naprej? Na kaj ste najbolj ponosni? Izvolite in dobrodošli. Hvala. Srdačan pozdrav svima u ime općine Lanišće i moje osobno ime. Mi smo ovim projektom dobili priliku za razvoj. Evo, kao što je već Maja napomenula, ovo je naš prvi evropski projekt. S njime smo stekli veliko iskustvo. Ovim putem zahvaljujem svim partnerima što su imali hrabrosti uključiti općinu Lanišće, koja je, još jednom ponavljam, najveća općina u Istarskoj županiji s najmanjim proračunom, najvećom površinom, ali nažalost najmanje stanovnika. Evo, na 144 km2 živi svega 329 stanovnika po popisu iz 2011. A sada nam slijedi novi, tako da bit će ih još manje. Ali, evo i dalje, općinom upravljaju žene. Ovo je moj novi mandat, simbolično počeo je sa projektom Kašteliri i sada na neki način moj početak ovoga označavamo sa krajem, ali nadam se da slijedi nam i Kaštelir projekt 2, mi smo na to spremni. Je tako, Astrid? Mislim da nismo razočarali partnere, stekli smo veliko iskustvo. Priliku za razvoj smo dobili. Velike rezultate i produkte imamo, uglavnom turističke, koji je ovaj projekt izlučio. To je, evo, mi smo još uvijek pod dojmom, jer u prošli vikend, u stvari ovaj vikend, imali smo 2 dana festivala Encijana, bio je jako dobro posjećen, evo jedan događaj uživo nakon dugo vremena i naši posjetitelji mogli su uživo uživati u unutrašnjoj i vanjskoj interpretacijskoj točki i jednostavno to je to, održivi turizam i razvoj je budućnost našeg kraja. Još malo da, evo, ljude na neki način
način potaknemo za razvoj gospodarskih djelatnosti. Mislim da evo, naša budućnost je na neki način određena time svime, ali i bogatom kulturnom povijesnom baštinom imamo prilike valorizirati jako puno na našem području. Evo, i područje je iznimno bogato i zaslužuje priliku za razvoj i tvrdim da je to tek početak našeg razvoja. Tako da još jednom puno hvala svima i vidimo se nekom drugom prilikom ili svih pozivam u Ćićariju, na Peredino područje koje je netaknuto, ali iako ima malo ljudi, oni su srdačni, ljubazni i željno iščekuju nove posjetitelje i turiste. Svih pozivam da dođete i uživate. En velik aplauz za njihov prvi. Takšni projekti kot je Kaštelir tudi zaustavijo izseljevanje iz takšnih krajev. Med nami pa toplo pozdravljam tudi direktorja Narodnega parka Učka Lovran, Egon Vasilič. Dober dan in dobrodošli. Kako uspešen je bil pri vas Kaštelir? Kako uspešni ste bili pri gojenju zaščitenih vrst, konkretno encijana, in kako je s poskusnimi plohami? Izvolite. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Plohe uspješno rastu, znači encijan raste. Mi smo željeli pokušati napraviti kroz ovaj projekt nešto što je vrlo rijetko. Znači, uzgoj encijana je u svijetu poznat, donekle uspješan, ali kod nas je to tek pionirski pothvat. Zašto encijan? Kao što je profesor Kaligarić rekao, ljudi su nekad koristili prirodu puno više. Priroda im je bila izvor hrane, izvor lijeka. Promjenama i kroz način života okrenuli su se farmaciji i tako dalje. Neke vrste, činjenično što se promijenila i klima, su postale ugrožene, samim time bilo ih je potrebno u prirodi zaštititi. Tako da je encijan konkretno strogo zaštićena vrsta. Međutim, tražena u farmaciji, tražena od ljudi, vrlo dobar prirodni lijek i evo, mi smo kroz ovaj projekt samo počeli, moram reći, jer ne možete vi kroz 3 godine postići rezultate u uzgoju, zato mi je drago posebno da se ustanovljava konzorcij, da ćemo zadržati veze svi partneri i mi u stvari nastavljamo sa ovim projektom. Nova generacija sjemena je u klijanju, preselit će se na plohu. Nadam se da ćemo kroz neko kraće vrijeme uspjeti naše rezultate predočiti svima i podijeliti ih na dobrobit svih, posebno lokalnog stanovništva, pa možda to bude jedna mala dodatna grana privrede na Ćićariji. Evo, hvala svima i partnerima, čestitam na rezultatima i nadam se da se vidimo na nekom narednom projektu. Hvala. Čestitke tudi iz naše strani, mi se veselimo kakšne nove študijske ture v vaše konce. Tako, na koncu pa predajam še besedo Astrid Prašnikar, ki je uvodoma že predstavila konkretne dosežke. Mogoče lahko na kratko povzamete to, po čemer si bomo projekt Kaštelir zapomnili, tako na slovenski kot na hrvaški strani. Samo z 2 besedami, ker je bilo res že veliko povedanega. Torej, z današnjim dnem nekako formalno bi lahko rekli, ustanavljamo tako to deželo, čezmejno deželo prazgodovinskih gradišč Kaštelirjev in tudi podpisujemo, pravzaprav ustanavljamo tudi konzorcij, ki je pravzaprav garancija, da ti naši številni rezultati, v to sem ne dvomim, da smo vas pripričali, bodo tudi pravzaprav garancija, da se bodo implementirali in da bodo našli poti do pravih deležnikov. Se pa veselimo tudi novih zgodb čezmejnih za 5-zvezdična doživetja v sklopu Slovenske turistične organizacije, sem jih videla že par. Tako, iskrene čestitke tudi z naše strani. Hvala vsem za pojasnila. Za vsak evropski projekt je pomembno, da so njegovi rezultati živi tudi in predvsem potem, ko se projekt izteče in konča, da se konkretne rešitve in produkti še naprej uporabljajo, razvijajo, nadgrajujejo in širijo.
Že leta 2018 ste ob začetku projekta vsi projektni in pridruženi partnerji podpisali pismo o nameri za ustanovitev čezmejnega konzorcija za Kaštelirje. Tedaj ste se s podpisom zavezali za vključevanje arheološke dediščine v trajnostni turizem in posledično po odpiranju ekonomskih priložnosti za razvoj podeželja in za lokalno prebivalstvo. Vse od Krasa, Brkina, Čičarije, Istre pa do Kvarnerja. Danes pa vas vabim, da svojim podpisom naredite tudi prvi korak pri ustanovitvi čezmejnega konzorcija za Kaštelirje Gradišča. Leta 2018 je pismo o nameri podpisalo preko 50 deležnikov. Danes je interes mnogo večji, toda žal omejitve zaradi pandemije še vedno ne omogočajo množičnega slavnostnega podpisovanja. Zato so bili letos k podpisu povabljeni le projektni in pridruženi partnerji ter nekaj društev in zunanjih sodelavcev, ki so bili najbolj aktivno vpeti v ta projekt. Spoštovane in cenjeni, najprej k slavnostnem podpisu listine, s katero se danes ustanavlja čezmejni konzorcij za Kaštelirje Gradišča, vabim vse projektne partnerje. Tako, kar izvolite s podpisom. Erik Modic, župan občine Komen, začnimo z vami, izvolite. Slavnostni podpis. Tako. Sledi Univerza v Mariboru skupaj z obema fakultetama, Filozofsko fakulteto in Fakulteto za naravoslovje in matematiko. Dr. Mitja Kaligarič, izvolite. Kot naslednjega projektnega partnerja vabim k podpisu Koprski inštitut Iris, Arnela Avdić, izvolite. Sledi podpis občine Izola, gospod Danilo Markočič, izvolite. Podpisu vabim tudi Istrsko županijo skupaj z mestom Pazin, Maja Vižintin že podpisuje. Naslednji podpis, s katerim se danes ustanavlja čezmejni konzorcij za Gradišča Kaštelirje, bodo občine Moščeniška Draga, župan Ricardo Staraj, izvolite. Podpisu vabim tudi občino Lanišče, županja Roberta Medica. In kot zadnjega projektnega partnerja vabim k podpisu Park narave, prirode, Učka Lovran, direktorja Egona Vasiliča. Tako, imamo vseh 8 podpisov projektnih partnerjev za ustanovitev čezmejnega konzorcija za Gradišča Kaštelirje. Pa preidimo k vsem preidimo k pridruženim partnerjem. Teh je bilo 10, nekaj jih je prisotnih, nekaj pa se jih je opravičilo, vendar so kljub vsemu že pristopili k podpisu listine ali pa so sporočili, da bodo podpisali v naslednjih dneh. Najprej k podpisu vabim Pokrajinski muzej Koper, ki je sprejel skrbništvo nad konzorcijem. Izvolite k podpisu. Hvala za odlično sodelovanje. Posebna zahvala gre Maši Sakara, z nami pa je direktor muzeja Luka Juri. Med projektom je... Demoslavnostno pravzaprav projekt in projektni partnerji, bom rekla, odstopamo mesto in se jim zahvaljujemo, da so prevzeli vse te naloge, ki se tiče nadaljevanja projekta. Tako da, Luka, evo, hvala. Tako da je velikim aplausom. Med projektom je Pokrajinski muzej Koper postal upravljalec gradišča v Kortah in skrbnik konzorcija. Luka Juri, mogoče še vprašanje, kaj storiti, da bi projekt v praksi živel tudi po njegovem izteku, kako rezultate konkretno prenesti tudi naprej v turistične produkte in tudi v življenje lokalnih skupnosti? Po izkušnjah muzeja, ki se velikokrat znajde pred izzivom promovirati predvsem skrb za kulturno dediščino strani prebivalstva in tudi po tem, kar me je v teh letih naučila sodelavka Maša Sakara, lahko rečem, da je definitivno najpomembnejše, da prebivalstvo, da ljudje, ki živijo ob
pomembni točki kulturne dediščine to začutijo in da sami skrbijo, sami dajo pobude, sami dajo nove predloge. To je največja garancija, da bo katerikoli projekt kulturne dediščine uspel še naprej. In tukaj mislim, da teh dvomov ni. Izziv pa je tudi čezmejno sodelovanje in daje še dodaten čar ta multikulti nota, ne? Definitivno, seveda, ko nam COVID to dovoli. Seveda. Izvolite k podpisu. Hvala lepa, Luka Jurin. K podpisu pa sedaj vabim Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica. Izvolite k podpisu. Ob tem se vam v imenu vodilnega partnerja tudi zahvaljujemo za odlično sodelovanje in seveda stalno pomoč, posebej Patriciji Bratina, iskrena hvala. Z nami pa je vodja enote Nova Gorica Ernesta Drole. Izvolite k podpisu in še mogoče vprašanje. Kakšno je splošno zavedanje o tej dediščini in o življenju v tem obdobju? Torej, če pred podpisom še odgovorim na vaše vprašanje. Zagotovo, gradišča so bila dolga leta poznana strokovnjakom, akademski znanosti in nam varstvenikom kulturne dediščine. Se pravi posameznim inštitucijam, ljudem, ki delajo v inštitucijah, ki so se dolgo leta po svoji moči trudili to predstaviti, ampak včasih pač je to tako zelo oddaljeno ljudem, tudi težko predstavljivo, da so pač s tem težave. In taki projekti zagotovo, kot je bilo že povedano pred tem, pomagajo ljudem, da najširši javnosti, da se to zavedajo. Druga zadeva, ki pa je pri tem projektu, pa tudi z občino Komen vemo, kako dolgo nam je kot nek pesek žulju v čevlju to območje Gledanice, ko smo iskali sredstva, ko smo se pogovarjali, kaj in kako urediti to območje, ki je izjemno območje zaštanjeno, je bilo s tem projektom to rešeno. Torej, to je še ena taka zelo, zelo pozitivna zgodba, za katero upamo, da bo tudi sama ideja celotnega projekta Kaštelir se nadaljevala preko različnih aktivnosti. Zato jaz tu resnično pozdravljam in čestitam vsem partnerjem, vodji projekta, ki so naredili zelo veliko delo in predvsem današnji gostiteljici in gospoda župana Komna. Hvala lepa in srečno nam vsem naprej. Tako srečno Kaštelirju, sedaj pa izvolite k podpisu čezmejnega konzorcija za Kaštelir Gradišče. Ja. Hvala lepa, Ernesti Drole. Sedaj pa k podpisu vabim Park Škocjanske jame. Živjo. Boris Peric, dobrodošli. Mogoče še vprašanje pred podpisom. Vaš majhen, ampak izjemno bogat arheološki muzej ponuja obiskovalcem informacije o najdbah iz prazgodovine. Kako vi gledate na to povezovanje gradišč v skupno čezmejno deželo? Lep pozdrav v mojem imenu. Nadomeščam direktorja Stojana Ščuko. Mislim, da ste vi poslov direktor. Torej, pozdravljam seveda ta projekt, čestitam vsem partnerjem za izvedbo. Mi se že dolgo zavedamo, da živimo in upravljamo z enim izjemno pomembnim območjem, ki je bilo seveda v prazgodovini tudi gradišče in smo ga temu primerno označili oziroma predstavili v naši arheološki zbirki, ki ga nameravamo skupaj z Pokrajinskim muzejem iz Kopra tudi nadaljevati in dopolniti. In bomo prispevali po svojih močeh, torej vse, da bi to dediščino in to bogato zgodovino prezentirali na čim bolj primeren način. Se veselimo novih zgodb, zdaj pa kar izvolite podpis.
predstavnik Škocjanskih jam, parka Škocjanskih jam je podpisal čezmejni konzorcij za ustanovitev Kaštelir Gradišča. Sedaj pa k podpisu vabim občine pridružene članice. Kot prva vabljena k podpisu občina Hrpelje-Kozina. Županja Saša Likavec-Svetelšek, izvolite. Gospa županja, še vprašanje. Vaš mitski park in še obe gradišči so vključeni v deželo gradišč. Kaj konkretno si obetate od tovrstnega turizma v vaši občini? Najprej vsem skupaj en lep pozdrav prinašam iz občine Hrpelje-Kozina. Vsem današnjim projektnim partnerjem oziroma članom projekta Kaštelir čestitam pri njihovih novih pridobitvah. Torej, občina Hrpelje-Kozina danes podpisuje pridruženo članstvo. Mi smo v bistvu tudi bili vodilni partner Interregovega projekta Slovenija-Hrvaška. Tudi mi smo uredili eno izmed gradišč in to sicer gradišče Ajdovščina nad Rodikom. Mi smo pač odkrivali mitsko krajino in iskali, kako bi rekla, mitske vplive, mitologijo na tem področju. Vesela sem, da smo s tem projektom bili uspešni. Smo ga sicer odprli virtualno maja, julija sledi tak način otvoritve, vendar ugotavljam, da je zelo dobro bil sprejet, imamo ogromno povpraševanja, ogromno obiskov in upam, da boste tudi vi z vašim projektom tako zadovoljni, kot smo tudi mi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kmane. Pandemija izveneva in ljudje smo lačni in željni takšnih zgodb. Iz občine Divače se nam je županja opravičila, zato pa sedaj k podpisu vabim Dragico Eksetič iz občine Pivka. Dobar dan in dobrodošla. Izvolite k podpisu. Še vprašanje, preden pobegnete. Kaj si občina Pivka konkretno obeta od projekta Kaštelir? Jaz vse lepo pozdravljam v imenu našega župana Roberta Smrdelja, ker tudi sama delam na enem Interregovem projektu, prav tako na projektu Interreg Slovenija-Hrvaška, pa vem, kaj to pomeni. In tudi glede na to, kar sem poslušala v prvem delu, koliko ogromno izdelkov, produktov, idej za nedeljske izlete ste nam predstavili, da tudi v imenu svojem pa v imenu naše občine vsem iskrene čestitke. V občini Pivka, kot veste, smo v zadnjih 15, mogoče kakšno leto več, posvečali svojo pozornost predvsem novejši zgodovini, recimo zgodovini zadnjih 70 let, pa tudi kakšen korak v bolj zgodovino smo naredili. Sodelujemo pa tudi v enem Interregovem projektu in sicer z Italijo, v katerem pa imamo tudi vključen šilen tabor. Kot najbrž veste, gre za eno večje gradišče na območju naše občine. Tako da upamo, da se bomo lahko kmalu pridružili tej družini gradišč, pa ne samo šilen tabor, imamo tudi druga gradišča, recimo Kerin nad Pivko, tako da nas veseli in upamo v sodelovanje zlasti vnaprej, ker do zdaj nismo kaj dosti sodelovali. Hvala lepa. Ostali pridruženi partnerji, Mestna občina Koper, Zavod Krasen Kras in Turistično-gostinska zbornica Slovenije so se za danes opravičili, so pa že potrdili vstop v konzorcij. Sedaj pa k podpisu listine za ustanovitev čezmejnega konzorcija za gradišča Kaštelirje vabim še Oro Krasa in Brkinov, direktor Aleš Vodičar. Dobrodošli in vabljeni k podpisu. S tem podpisom se tudi Brkini bolj odpirajo turizmu, tudi skozi arheologijo, drži? Tako je. Tako so Brkini, kakor tudi Kras, glede nas vsemi temi novimi produkti, ki smo jih bomo pridobili tega projekta in tudi nas čaka kar trdo delo, predvsem z
na novo nomljeno gledanico z kvadratnim stolpom, z številnimi izobraženimi vodniki, skratka. In tle so še veliki izzivi tudi za naprej, za nova sodelovanja, za nadaljevanje projekta. Že v torek, ko smo imeli to vodenje, predstavitev teh rezultatov, se je že kar ekipi Ore, so se kar parajale že neke nove ideje, tako da mislim, da prihodnost bo lepa. Super, hvala lepa. Astrid, ni bojazni, da projekt po izteku ne bi zaživel, ne? Goriški muzej, Ana Kruh, dobrodošli in vabljeni k podpisu. Goriški muzej je sodeloval pri izboru prazgodovinske posode in tudi drugih aktivnosti. Ana Kruh, lahko tudi v bodoče si obetamo več sodelovanja, tudi s Koprskim muzejem in z ostalimi muzeji, tudi za parkom Škocjanske jame. Zvolite. Ja, dober dan. V bistvu poslanstvo Goriškega muzeja je skrb za premično dediščino tega teritorija, tako da zagotovo je naše sodelovanje že z tega vidika samo posebej umevno. Seveda si obetamo nove, lepe, zanimive zgodbe, tudi v prihodnosti. Danes smo že veliko slišali. Hvala lepa. Inkubator Sežana vabim k podpisu pogodbe. Je z nami še? Ne, je že šel. Dorijan Maršič je že odšel. K podpisu pa vabim znanstveno-raziskovalno središče Koper. Tilen Glavina, ste z nami? Dobrodošli, vabljeni k podpisu. Na katerih področjih vidite še sodelovanje za vnaprej, tudi po izteku projekta Kaštelir? Pozdravljeni. Gospa Eksetič je že omenila, tukaj sem tudi v vlogi koordinatorja drugega Interreg projekta. Če mi dovoliš, Astrid, tudi malo promocije. Merlin CV, čeprav danes je dejansko dan Kaštelirjev. Tukaj z Astrid se poznava že dolgo in nekako tudi začetna iniciativa najina z Astrid je bila tudi to, da bi nadgradili tudi na področju kapitalizacije Interregov. To, kar ni bilo še storjeno, ker tukaj govorimo o dveh različnih programih, ki so zelo striktni, to vsi veste. Torej Interreg Slovenija-Italija in Interreg Slovenija-Hrvaška. Tako da nekako tudi mi gradimo, sicer naš projekt se bo iztekel šele konec oziroma nekje na sredi naslednjega leta v avgustu, ampak nameravamo tudi mi s podobnimi produkti nekako tudi časovno nadgraditi, torej Kaštelirje, to je nadaljevanje, torej z poti gradov in tudi, ker govorimo o Italiji, beneških vil. Tako da tukaj jaz si obetam, da bomo ne bom rekel nadgradili, ampak dopolnili tudi to mobilno aplikacijo še z našim vložkom, kar se tiče kulturne dediščine, sicer malo novejše, ampak neko logično sosledje, ker tukaj govorimo o Kaštelirjih in nadaljevanje so potem tudi za našo čezmejno območje so tabori. Tako da tukaj se vidimo dejansko čez eno leto, ker danes je dan Kaštelirjev, pa ne bi rad zdaj promoviral drugi program, ker pol so jezni administratorji. Mene številne odlične zgodbe v turizmu. Srečno pot tudi za naprej. K podpisu pa sedaj vabim Klaro Bursič-Matjašič. Ste z nami? Dobrodošli. Gospa Klara Bursič-Matjašič se ukvarja z arheologijo oziroma gradišči že praktično celo življenje in je bdela nad izvedbo arheoloških raziskav na hrvaški strani v Rašporju in pri številnih drugih aktivnostih. Glede na veliko število gradišč na tem prostoru med Krasom in Kvarnerjem, pa nam povejte še, kaj je bilo tisto najbolj vznemirljivo za vas po profesionalni plati? Kaj vas je najbolj presenetilo? Čestitam svima, naročito voditeljici na ovom velikom projektu i svima koji su sudjelovali, naravno Istarskoj županiji i općini Lanišće s moje strane, granice, koje nadam se da će biti sve manje vidljiva i da ćemo se još sretati na ovako lijepim projektima u čast naših Kaštelira i svih onih koji su ostavili trag na njima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala. Hvala lepa, Klari Bursič-Matjašič, za podpis.
Zaključimo pa z društvi, najprej Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov, ki smo ga že spoznali v predhodni predstavitvi. Dobrodošli k podpisu. Se obetajo sedaj boljši časi, kar se tiče turističnih vodenj, pandemija počasi izveneva in odlično se tudi meni zdi, da ste bili že od začetka vključeni v ta projekt. Ja, vprašanje je malo nerodno. Obeti so, da turizem se prebuja, s tem, da letošnje leto bo za turistično dejavnost še zmeraj zelo obotavljivo in šele povratek na situacije izpred 15 let mogoče. Ne glede na to, ravno projekti, kot so Kaštelir, ne? Ta projekt nam je prinesel kar par zadoščen, namreč trije glavni motivi so v turizmu, ne? Doživetja, druženja in mir. In vse troje smo dobili skozi ta projekt. Dobili smo možnost za doživetja, neizkončno istočnic smo dobili smo možnost za druženje z domačini, z naravo, s kulturo in z vodniki. In vsak obiskovalec ima možnost imeti mir, se povprašati, odkot si in kam gremo. Jaz trdim in vsi smo si enotni, da narod brez spoznavanja svoje zgodovine je kot drevo brez svojih korenin. In hvala temu projektu in vsej ekipi, da ste nam dali novo rast. Hvala. Hvala lepa. Ja, novo rast, hvala lepa. Tako, Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov. Kot naslednjega k podpisu vabim Društvo za slovensko-hrvaško čezmejno sodelovanje in druženje na območju Ekoparka Kras. Dobrodošli. Izvolite k podpisu. Kaj vse si vi obetate od ustanovitve čezmejnega konzorcija? No, jaz sem Miklavčič Valter iz Rakitovca. Od samosvojitve že 30 let negujem to čezmejno sodelovanje na političnem, na projektih, tudi kot Kaštelira sem to predlagal, pa še polno stvari imamo, pa ceste, tako da gremo naprej in jaz sem zmeraj pripravljen, da združim eno in drugo stvar. Potem smo sodelovali pri zaščitih istarskega goveda, to smo prvič in potem vse zaščite, meso, to vse gre preko našega društva in tudi sem v vseh komisijah. No. Tako, super, hvala lepa in uspešno tudi. In še nekaj, na račun tega sem dobil tudi najvišje priznanje od Josipoviča, Hrvatskog pletela. No, bravo, in velik aplauz za to. Naslednjega podpisnika vabim Društvo Šparžin Korte. Dobrodošli. Kakšen doprinos ste vi mogoče opazili, kar se tiče arheološkega turizma in projekta Kaštelir v praksi na Kortah? Pridite pogledat, pa boste videli, kaj je v Kortah. Kako vam povem? Če ste bili v Kortah, ne vem, lansko leto, pa je bilo to eno zaraščen gost območje, je zdaj čisto drug pogled na Istro, Kvarner, s pogledom na morje, soline in res vloženega je bilo ogromno in jaz se zahvaljujem vsem, Astrid, našemu županu, Istoku in vse, ki ste me gnjavili. Tako da smo zdaj zelo ponosni, veseli, srečni, da se res lahko s tem pokažemo, ne samo drugim, tudi Kortežanom, domačinom, krajanom, izolanom in vsem v širši okolici. Hvala. Kaštelir zares oživlja slovensko
podeželje. Ja, zagotovo. Nam je res manjkalo in smo res večni. Tako da je res, ni tisto, da pridajo grebejo, ki bi rekli, ne, da se samo nekaj koplje in nič ni vidno, zdaj je res vidno. Tako da smo postali vidni. Hvala lepa. Hvala lepa in Društvo Škratelc iz Loga pri Brezovici se je opravičilo. Razvojno društvo Pliska iz Pliskovice. Dobrodošli in vabljeni k podpisu. Kaj vse si od Kaštelirja še obetate v bodoče v Pliskovici? Hvala za vprašanje. V Pliskovici in v vaseh zraven Pliskovice se razvija podeželski turizem že nekaj časa. Mimo tega gradišča, ki je sicer na poti med Pliskovco in Kosovelemi in leži neposredno ob sami dobro obiskani pohodni Pliskini poti, je interes se močno povečal za njega. Pred časom je bilo to čisto pozabljena zadeva in gozdarje so to teli celo uniče, če nismo šli v luft. In v resnici smo jih stavili v enem dnevu. Takole, zavedanje o kulturi in o pomenu te starodavne kulture se je dvignilo tudi pri ljudeh. In mislim, da je to eden pomembnih dosežkov tudi tega projekta. Kaj pa še naprej? Delo na temu, ker samo gradišče je relativno malo raziskano, ima pa zraven sebe neverjetne doline, kjer ti grejo dlake po konci, če greš noter. In tam se je moralo razni rituali. Ob tem obstaja celo nekaj zanimivih zgodb, ki se kakor bodo vlekle. Na sami Pliskini poti pa predvidevam, da bi se dalo napraviti krasno doživljajsko učno pot za stare rastline. Super, hvala lepa. Projekt Kaštelir očitno krepi lokalno samozavest, ne? Hvala lepa. Društvo Planta iz Coljave se je opravičilo. Društvo Planta je avtor prazgodovinske jedi in recepta. Kot zadnjega pa vabim k podpisu Društvo za interpretacijo dediščine Slovenije Zlata Kanglica. Mislim, da je tudi pravica, da ne morem, ker na razpravi je nekako tako. Potem pa je avtorica razstave, ja. Potem pa smo s Pliskovico zaključili. Če smo še koga izpustili, omenili smo, da je skupno število za vstop že preko 60 deležnikov, a se zaradi zadržanosti oziroma ukrepov današnjega slavnostnega podpisa žal ni moglo udeležiti, tako da bo podpis izveden v prihodnjih dneh. Tako, spoštovane in cenjeni, s temi podpisi ste tudi se uradno zavezali, da se ustanovi čezmejni konzorcij za gradišča in kaštelirje. Dajmo en velik aplavz, da bo res zaživelo v prihodnje. Srečno pot torej temu čezmejnemu konzorciju in naj se čisto zares vzpostavi dežela Kaštelirjev kot trajnosten in didaktičen turistični produkt na tem čezmejnem prostoru med Krasom in Kvarnerjem. Naj živijo Kaštelirji, naj živi njihova kultura tudi naprej. Hvala vam za pozornost. Vabim vas seveda, da si še enkrat ogledate kratek promocijski filmček produkta skozi Štanjel, skozi čas. Nato vas vabim na predstavitev prazgodovinske jedi tu na Grajskem dvorišču. Vabljeni pa tudi na promocijsko vodenje po Štanjelu z virtualnim vodičem in namišljenim prazgodovinskim dečkom Avikom. Ter seveda na odprtje notranje informacijsko-interpretacijske točke v Kobdilskem stolpu in na razstavo Skriti Štanjel. Skratka, poln koš zanimivih reči, verjamem, da vam ne bo dolg čas. Hvala lepa za vašo pozornost in srečno pot Kaštelir tudi po izteku tega projekta.